Projekt, ki ga predstavljam, je namenjen otrokom z ADHD. Začetek projekta se je po naključju začel v naši garaži. Tam smo pripravljali stol za predstavo breztežnosti. Naš hiperaktivni 8-letnik ga je preizkusil in takoj po prvem sedenju spremenil v svoj delovni prostor za šolske naloge. Šele, ko je stol odpotoval v Rusijo, smo se s tesnobo zavedali, da so naloge za šolo postale zopet ure in ure dolgo opravilo. Kaj je motnja ADHD? Praviloma se pojavi, ko otrok vstopi v šolo. Kaže pa se kot prekomerna motorična aktivnost, pomanjkanje pozornosti in impulzivnost. Ti simptomi porajajo stalne, vztrajajoče in intenzivne težave. Pomeni tudi povišano tveganje za soobolevnost z drugimi duševnimi motnjami. Kompleksne težave obremenjujejo otroka in njegovo okolje. Novejši kognitivni modeli hiperaktivnosti ne pojmujejo kot stranski produkt inhibicijskega primanjkljaja, ampak ga pri otrocih z ADHD potrjujejo kot kompenzacijski mehanizem, ki izboljšuje nevrokognitivno delovanje. Kar je v skladu z našimi opažanji pri opazovanju otrok na prvih 2 izvedenih prototipih. Zato je stol Irregular oblikovan tako, da omogoča stalno in kontrolirano kompenzacijsko gibanje otroka. S tem zagotavlja večji mentalni fokus v danem trenutku, s čimer zmanjšuje uporabo zdravil. ADHD ne izzveni, je vseživljenjska motnja, zato je stol zasnovan tako, da raste z uporabnikom. Projekt stola je edinstven, saj izhajamo iz lastnih izkušenj z motnjo, preizkušamo ponujene produkte za blaženje simptomatike motnje, na trgu pa ni stola, ki bi omogočal kontrolirano in ergonomsko ustrezno gibanje med šolskim delom. V razvoj projekta smo s finančno podporo, ki smo jo dobili na razpisu Centra za kreativnost leta 2019, pritegnili 3 fakultete. Na Filozofski fakulteti in na Fakulteti za elektrotehniko se v okviru magistrskih nalog v sodelovanju s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše zaključujeta 2 raziskavi v povezavi med gibanjem, sedenjem na stolu in njegovim vplivom na koncentracijo in delovni spomin. S strojno fakulteto smo razvili mehanizme za prilagajanje pozicije elementov stola, ki jih preizkušamo in izboljšujemo. Naša podjetniška ekipa ima zelo komplementarne vloge v projektu. Z izkušnjami in sodelovanjem želimo izboljšati kvaliteto življenja učencem z ADHD, njihovim staršem, učiteljem in sošolcem. V projekt vključujemo trajnostni pristop. Rešujemo družbeno-sociološki problem bodočih uporabnikov in njihovo interakcijo z okoljem. S konstrukcijo naslavljamo okoljevarstveni problem. Je reciklabilna, stol raste z uporabnikom, se prilagaja različnim uporabnikom. Za prijaznejši svet in šolo za otroke hvala.